Začel sem leta 1971 in delal do 2010, to je 40 let, še prej pa na Onkološkem inštitutu. To obdobje je seveda zame bilo zelo, bi rekel, lepo. Sploh nismo bili utrujeni, ne glede na to, da smo zelo veliko dežurali pa delali. In je pač dalo tudi svoj, bi rekel, svoj sad. To so naši predstojniki skrbeli, da smo po specialističnem izpitu, vsak od nah mladih specialistov je za par mesecev šel v tujino. Jaz sem šel v Stockholm, na Karolinsko, pač eno najbolj uglednih ustanov, ki podeljuje Nobelove nagrade. Tako da vidiš, kaj je novega, oziroma tudi način dela vidiš. In da te poznajo, da ti njih poznaš, da se lahko tudi obrneš kasneje na njih. Malo kasneje sem bil še 3 mesece v New Yorku na Memorial Sloan Kettering, ki je eden od 3 najbolj imenitnih onkoloških inštitutov v Združenih državah. Za tiste čase moramo reči, da smo bili kar zadovoljni. Bil je red. Kar se tiče ljudi, ki so delali na ginekologiji, je sigurno Zupan, Pavle Zupan, ki je v urgenci, ki je ogromno napravil, mislim. On je bil, bi rekel, sinonim urgence, mislim, pa tudi izkušenost, ki jo je imel. Malo mlajši je bil Možina, ki je eden od ustanoviteljev združenja, zelo se je angažiral, pa tudi uvedel te pač nove metode, laser pa tole, pa Zanka, ki je bila Putenomahen, ki je izredno delaven, odličen operater je bil. Tako je sigurno i Milan Čavić, smo pač tudi specializacijo pa izobraževanje, mislim, istočasno skoraj, veliko smo hodili skupaj na kongrese tudi in seveda smo si pomagali v operacijski, ne, smo si pomagali. Potem je pač ta mlajša generacija, to ste vi, ne, to ste vi, ki moram reči, da ste bili prednji, nikoli niste rekli ne. To je meni zelo pomembno. In pač počasi, ne, moj princip je bil, da moraš do večjih operacij počasi priti. Hallstettov koncept je bil. Rak je rak, zato radikalna operacija. Tole bolj na srečo, naše znanje tudi patologije, naše znanje recimo raznih markerjev, ki so vse, je privedlo do tega, da lahko pač zelo, bi rekel, individualno pač zdravimo. Imamo že protokole pa smernice, ampak vedno je treba upoštevati, da je človeški organizem, vsak človeški organizem je drugačen in je treba to upoštevati. Najlažje je, da se drži smernic. Ni nobene odgovornosti, sodno si vedno pokrit, ampak ni najboljše za pacienta. Ker mi ne zdravimo bolezen, mi zdravimo bolnika, ne. To je bistveno.